Drage gledalke in gledalci, z menoj je Darja Lavtižar-Beberer, novinarka, pravnica in političarka. To je vse bilo v življenju. Ja, v glavnem. Ja. Med drugim je bila leta 1986 izvoljena v predsedstvo in izvršni odbor Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, krajše SZDL. Leta 1988 pa je sodelovala pri ustanavljanju Sveta za varstvo človekovih pravic, katerega predsednik je postal dr. Ljubo Bavcon. Darja, zakaj se je takrat ustanavljal ta odbor? Torej v državi oziroma v Sloveniji tudi smo zaznavali veliko število sistematičnih kršitev človekovih pravic. To je šlo zlasti v smeri okrnjenja javne besede, ljudje so morali paziti, kaj govorijo, potem v časopisih ponekod je vladala močna cenzura, tako da ni zlasti javna beseda prišla do izraza. In zlasti pomisleki glede političnega sistema, ki je bil takrat veljaven, so bili tako rekoč nezaželeni. No, v bistvu je to sovpadalo tudi z nekimi razmerami, ki so se kazale v obljubljenih procesih, ki jih je sprožila pač zvezna oblast, če tako rečem. Govoriva o procesu JBTZ? Govoriva tudi o procesu JBTZ, bilo pa je pa še nekaj posameznih primerov, ko je bilo očitno, da je pravosodje storilo posameznim ljudem krivice. Nekateri so bili obsojeni, pa se je pozneje izkazalo, da so bili neupravičeno obsojeni. Veliko je bilo govora takrat tudi že o tem, da so dahovski procesi bili montirani in da je treba popraviti te krivice, in Nagodetov proces, da je bil v bistvu na nek način montiran, da je tudi to treba popraviti. Skratka, več stvari se je nabralo in v Socialistični zvezi smo začeli razmišljati o tem, kaj bi ukrenili, da se ta stvar malo vsaj pregleda in da se ugotovi, kaj lahko naredimo. No, v tistem času tudi je v Beogradu bil ustanovljen Svet za človekove pravice, ki ga je vodil takrat zelo ugledni profesor na pravni fakulteti beograjski Dimitrijevič. In Jože Smole, ki je bil takrat predsednik republiške SZDL, je potem po eni poti iz Beograda prišel k meni in spraševal, kaj jaz mislim o tem, če bi mi tudi oblikovali neko tako telo pod okriljem na nek način Socialistične zveze, vendar pa seveda samostojno in neodvisno telo, da bi s tem tudi v Sloveniji pokazali, da se mi zavedamo teh splošnih razmer in da smo pripravljeni nekaj ukreniti. Tako smo se odločili, da bomo ustanovili Svet za človekove pravice in smo seveda hkrati začeli razmišljati tudi, kdo bi bil ustrezen predsednik tega telesa, novega telesa. No, nekako se je potem išlo na tem, da smo vsi ugotovili, da bi bil najboljši predsednik tega sveta dr. Ljubo Bavcon. Jaz sem bila tej ideji zelo naklonjena tudi zato, ker je prav Ljubo Bavcon bil moj profesor kazenskega prava na pravni fakulteti v Ljubljani in jaz sem ga poznala, bil mi je v spominu še kot zelo razgledan, zelo širokega duha, odprtega duha človek, ki je tudi znal v tej materiji, ki jo je predaval, poiskati tiste točke oporne, na katere je moral študente opozoriti. Zlasti o pomenu kazenskega prava, o tem, kako je sodeloval pri pisanju zveznega kazenskega zakona in kakšna trenja so bila takrat v Jugoslaviji, kako se je tudi tam izrazito pokazalo, da prihajajo in strokovnjaki in drugi javni politični delavci iz različnih okolij, kjer so veljali različni standardi, različni pogledi, če drugega ne že recimo na smrtno kazen. Mi v Sloveniji takrat je veljalo, da smo sicer imeli, smo se zavedali, da je smrtna kazen tudi v kazenskem zakoniku, vendar je bila zadnja izrečena
smrtna kazen, zdaj se ne spomnim natančno, ampak zelo pozno, in se pravi pozno nazaj, ni pa bila izvršena, ker v slovenski naravi je na nek način to, da se izogibamo temu končnemu dejanju. Tako da tudi tisti, ki so bili obsojeni na smrt, niso dočakali izvršitve smrtne kazni. V tem pogledu smo vsekakor bili v Sloveniji bolj napredni in bolj smo šli v smeri humanizacije kazenskega prava in kazenskih postopkov, seveda. In tudi potem prestajanja zaporne kazni. Sama sem bila tudi članica komisije za pogojne odpuste in ta komisija je vsake 4 mesece šla po posameznih zaporih v Sloveniji, zlasti na Dob, kjer smo obravnavali prošnje zapornikov za pogojni izpust. In iz tistega obiskovanja teh zaporov sem si tudi sama ustvarila en pogled na to, kaj se dogaja v naših zaporih, kakšna je populacija v teh zaporih. In skratka, vsi smo bili nekako prežeti s tem razmislekom, da je treba nekaj narediti tudi v smeri večjega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. No, mi tega sveta za človekove pravice, ki naj bi mu bil predsednik dr. Ljubo Bavcon, nismo mogli takoj ustanoviti, ko smo se za to odločili, zato ker je ravno v tistem času profesor Bavcon zbolel in je moral iti na operacijo žolča, če se prav spomnim, in zaradi tega se je tudi odmikal. Je pa potem končno pod pritiskom, če tako rečem, in Jožeta Smoleta in mene in tudi Barbare Goričar, ki je bila zadolžena, da poskrbi za kadrovsko sestavo tega sveta, da je na koncu vendarle pristal, da bo predsednik tega sveta. Si je pa takoj izgovoril, da hoče imeti popolnoma svoboden mandat v tem, kdo bodo člani tega sveta. Skratka, ni hotel nobenega nadzora in nobenega vpliva neposrednega strani Socialistične zveze. Tako da je tudi on sam, že medtem, ko je bil še na okrevanju pravzaprav, sestavil najprej listo iniciativnega odbora za ustanovitev tega sveta, ker je rekel, da on potrebuje čas za to, da zlagoma postavi temelje temu svetu in da imamo tudi drugi, ki smo postali člani tega iniciativnega odbora, čas za premislek, koga bi predlagali njemu, o tem pa on sam na koncu odloči, in kako bi tudi iskali torišče dela tega sveta. Mi smo že takrat dobivali na Socialistično zvezo, to se zdaj spomnim, tudi celo vrsto pisem posameznih ljudi, ki so se čutili prizadete v kakšnem kazenskem ali drugem postopku pred sodiščem. Potem drugih ljudi, ki so bili v neposrednem življenju na nek način prizadeti, s tem, da so smatrali, da so jim bile kršene človekove pravice ali pa temeljne svoboščine. In tako smo že imeli pravzaprav nek pregled tega predmeta naše bodoče pozornosti. Ja. No, ampak očitek je bil takrat strani nekaterih politikov, predvsem Janeza Janše, da je ta ustanovitev tega odbora odgovor na odbor za človekove pravice, ki ga je ustanovil Igor Bavčar, takrat, ko se je začela afera JBTZ konec maja 1988 oziroma junija 1988. Ja, tudi sama sem bila potem pozneje v parlamentu večkrat priča tem poskusom potvarjanja dejanske zgodovine. Jaz lahko rečem, da res na koncu je sigurno ta proces JBTZ vplival na to, da smo se mi zavedali, da moramo pospešiti to ustanovitev. Vendar pa naš namen, da ustanovimo svet in da smo že davno prej ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev sveta in da smo pravzaprav ustanovitev odložili zaradi bolezni profesorja Bavcona, kažejo na to, da smo mi, ne glede na JBTZ odbor, imeli resen namen ta svet ustanoviti. Res pa je,
to pa lahko priznam in nimam nobenih težav pri tem, da je pač ta proces JBTZ pospešil ta tempo našega ustanavljanja. Mi smo se takrat ukvarjali s tem procesom, zlasti profesor Bavcon je opozoril, da moramo vztrajati in da moramo izdati neko splošno javno stališče o tem, da v prvi vrsti zahtevamo, da se postopek pred vojaškim sodiščem v Ljubljani vodi v slovenskem jeziku. In profesor Bavcon je potem tudi šel na to razpravo, pa so ga pravzaprav odvrnili, so mu preprečili vstop v to razpravno dvorano. Tako da, in seveda si lahko predstavljate, da smo bili ogorčeni zaradi vsega tega. Pri slovenščini smo bili seveda vsi tudi zelo občutljivi. Lahko rečem, da je eden od bistvenih pogojev za to, da smo mi se zavedali, da je te nuje po nekem odpiranju, lastnem odpiranju in prehajanju v neke nove razmere, v nek nov sistem, v veliki meri prispevala so skupna jezikovna jedra, ki so se takrat forsirala na zvezni ravni. In Ciril Zlobec, ki je bil takrat član našega predsedstva in je bil podpredsednik SZDL, je takoj napisal svojo knjigo o svojih pogledih na ta skupna jezikovna jedra. Moram reči, da je bil on takrat eden od tistih, ki se je zelo globoko zavedal, kaj pomeni uveljavljanje teh skupnih jezikovnih jeder za Slovenijo, za našo republiko, za naš šolski sistem, za našo kulturo, če tako rečem. In skratka, to je bil zelo močan motiv, ko se nam je vsem nekako, če rečem po domače, fržmagalo, da bi se morali poslej, recimo naši otroci v šolah učiti manj o slovenski literaturi in slovenskih pisateljih in pesnikih na račun recimo pisateljev in pesnikov iz drugih delov takratne Jugoslavije, seveda z območja srbsko-hrvaško govorečega jezikovnega področja. Tako da smo ti očitki, da je samo zaradi tega bil svet ustanovljen, ker smo hoteli parirati odboru, Bavčarjevemu odboru, kot se rado reče, ti očitki so popolnoma neupravičeni. Ampak saj navsezadnje tudi v tem ni nobenega problema, če se jih več zavzema za človekove pravice. Jaz v tem ne vidim nobenega problema. Nasprotno, celo prav je, če drugega spodbujamo k temu, da smo še bolj prodorni, bolj dejavni, tako da so ti očitki pravzaprav deplasirani na nek način. Naslednje leto, se pravi leta 1989, si pa bila v delovni skupini tudi za pripravo volilne zakonodaje. Kakšne dileme, s kakšnimi dilemami ste se takrat soočali, kako ste iskali rešitev za volilni sistem? Ja, zdaj, ko poslušam nekatere izjave nekaterih takratnih politikov, slišim dostikrat tudi povsem nove stvari. Jaz imam to stvar drugače v spominu. Takrat ni šlo tako nenadoma v to smer, seveda smo nekje razmišljali o tem, da bi sčasoma vpeljali večstrankarski sistem. Vendar pa tudi zaradi razmer v Jugoslaviji smo morali te reči nekako dozirati. Tako jaz posebej danes mislim. In zato smo šli v to smer, da smo najprej rekli, po političnih listah, strankarskih, v narekovajih strankarskih listah, bomo izvolili samo družbeno-politični zbor, ki je bil že do zdaj pravzaprav zbor profesionalne politike, če tako rečem. In recimo smo se zavedali, da ne zbora združenega dela, ne zbora občin ne bomo izvolili po teh principih strankarskih, ampak samo družbeno-politični zbor. Zato smo se veliko ukvarjali s tem, kako se bojo imenovale te liste, ali jim bomo rekli strankarske liste, ali jim bomo rekli
liste političnih organizacij, skratka, to so bile dileme, ki so bile pravzaprav bolj take fasadne dileme. Kako stvarem, za katere vemo, v kakšno smer gredo, nadeti neko ime, ki bo še vedno sprejemljivo za mehčanje terena, če se tako izrazim. No, in takrat smo prišli do tega, da smo rekli, da bodo vse politične organizacije, ki so že bile ustanovljene, Kmečka zveza, je bila še takrat, še ni bila stranka, se mi zdi. Potem Zveza mladine, ZSMS, so bili Novi liberalci, da bodo vsi pač dali na volitve svojo listo, s svojimi kandidati, kako zagotoviti, da bodo potem vendarle prišli v družbeno-politični zbor ljudje, ki jih te politične organizacije hočejo, da pridejo v družbeno-politični zbor. To so bile tudi dileme. Eni smo ali pa so rekli, naj bo to povsem svobodno, tisti, ki dobi več glasov na volitvah, tisti bo pač prišel v družbeno-politični zbor. Drugi so spet zatrjevali, da je važno, kdo pride, da ima politična stranka vendarle neko besedo pri tem, kdo bo prišel na listo, kakšen vrstni red bo in tako naprej. No, na koncu smo se dogovorili, da bodo kandidirali, da bodo vložene liste kandidatov, da bodo seveda tisti, ki bodo dobili več glasov, imeli neko prednost, da pa vsaj za prvih nekaj politična organizacija določi vrstni red. To je bila taka kombinacije so bile pač v igri. 10. No, jaz sem bila, mislim, da 4. ali katera na tej listi, ki smo jo vložili posebej še, poleg tistih sicer kandidatnih list, ki smo jih po posameznih okrajih volilnih vlagali. In jaz zase vem, da sem bila 4., prva ženska na listi socialistične stranke in sem potem kot taka prišla v ta družbeno-politični zbor. No, si bila izvoljena in tam si postala predsednica odbora za lokalno samoupravo in edina ženska članica ustavne komisije. To je bilo leta 90. Ja. Takrat se je oblikovala tudi deklaracija o neodvisnosti, ki jo je 25. junija 1991 sprejela takratna skupščina. Kako je prišlo do te deklaracije? Kako je se to odvijalo? Ja, najprej smo ustanovili ustavno komisijo. Če danes pomislim, res je, bila sem edina ženska, danes bi to bilo pravzaprav nevzdržno. To se je pozneje pokazalo kot pomembno, zlasti ko smo se pogovarjali o členu 55 ustave, o svobodni odločitvi o rojstvu otrok. Se spomnim, tam sem sedela med samimi možakarji, ki so vsi vse vedeli o tem svobodnem odločanju o rojstvu otrok, ampak resnici na ljubo moram reči, da je bilo veliko zelo naprednih ljudi, ki so se zavedali tega pomena tega problema, tako da so vseeno šli v tej smeri, jasno. No, in vedeli smo, čutili smo, glede na to, kako so se razmere sicer v življenju hitro iz dneva v dan spreminjale, da ne bomo uspeli sestaviti nove ustave, da pa Slovenija, slovenski parlament in pa sploh Slovenska republika potrebuje neko osnovo za to, neko osnovo ustavnopravne narave, na podlagi katere bo lahko sprejemala posamezne zakone, ki bodo šli v to smer, ki bodo ustoličili to samostojnost in neodvisnost, h kateri smo stremeli. Tako da, ja, zavedali smo se, da mora ta deklaracija biti kratka, jedrnata, da mora postaviti temelj bodoče ustavne ureditve in da mora tudi predstavljati nek most, kako bi iz sedanje obstoječe veljavne zvezne zakonodaje prešli na
povsem neodvisno, samostojno odločanje v Sloveniji. Pristojnosti, da prenese. Da prenesemo pristojnosti na Slovenijo in da skozi te nove pristojnosti, republiške takrat še, trasiramo, tlakujemo pot za to, da lahko sprejmemo tiste zakone, ki so nam nujno potrebni za to, da izpeljemo posamezne projekte, posamezne ukrepe ali pa celo posamezne zakone, ki so takrat nekaj zakonov, vem, da smo morali sprejeti, ki so bili vsi zelo kratki, ampak so imeli v osnovo prav v tej deklaraciji. Mislim, da pri tej deklaraciji je bilo pravzaprav to dogovarjanje o vsebini te deklaracije pravzaprav kar dosti enostavno, ker vsi smo bili takrat v tej delovni skupini, pa tudi sicer v tem družbeno-političnem zboru, na tem, da je treba nekaj ukreniti v tej smeri in da mora Slovenija, da hoče iti po poti, legalni poti in da si mora tukaj postaviti ustavnopravne temelje v tej deklaraciji. Tako da ni bilo pravzaprav, jaz se ne spominjam, da bi bili kakšni veliki zadržki kogarkoli pri oblikovanju te deklaracije. Ker smo vedeli, da je to nujno potrebno in vedeli smo tudi za vsebino, ki je nujna potrebna in okrog tega smo se v bistvu vsi strinjali. No, sledil je potem plebiscit. Kako se pa spominjaš te zgodbe glede plebiscita? Pred kratkim smo posneli pogovor z Viktorjem Žakljem, prvim in edinim predsednikom socialistov, ki je to tudi opisal v svoji knjigi. Ampak zanima me, kako se ti spominjaš, ker danes si pripenjajo medalje marsikdo in si želi tudi postaviti muzej, da ne rečem mavzolej. Kakšni heroji so bili, kako si ti to doživljala? Jaz sem takrat seveda bila že v parlamentu, poslanka, in moram reči, da sem se jaz zelo disciplinirano pravzaprav in tudi glede na zadolžitve, ki sem jih imela v parlamentu, posvečala predvsem nalogam, ki sem jih imela v parlamentu. Tako da jaz nisem v tistem času, ko je zasedala ustavna komisija, zasedala je pa tako rekoč cele dneve, se nisem ukvarjala s tem problemom. Jaz sem hodila vsako jutro, če se je le dalo, tam enkrat po 8 uri, okrog 9, najkasneje, na sedežu stranke socialistov in takrat smo v enem takem gremiju razpravljali o raznih aktualnih zadevah. In takrat smo se vedno dobivali Primož Hajnc, potem Semolič, potem Neda Pagon, Braco Rotar, Vojko Volk, ki je bil tam kot strokovni sodelavec še vedno pri socialistični stranki zaposlen. In smo debatirali in enostavno smo prišli do te razprave, kaj pa zdaj so stvari se v Jugoslaviji tako zapletle, da pravzaprav ne vidimo več izhoda. Mi smo prej seveda razmišljali, zato ker smo hoteli ubrati tudi to bolj mehko pot, o konfederaciji, o asimetrični federaciji, vse sorte primerov je bilo v igri in na koncu smo rekli, ampak Demos ima to v svojem programu zapisano, samostojna in neodvisna Slovenija. Zakaj pa Demos nič v zvezi s tem ne naredi? Kakšne poteze pa bojo oni povlekli glede tega vprašanja? Kar naenkrat smo ugotovili, da Demos pravzaprav molči o teh stvareh. In seveda tako beseda da besedo, Vojko Volk je bil zelo pri teh stvareh inovativen in inventiven in je rekel, mi dajmo nekaj ukreniti, da bodo oni prisiljeni potem, Demos, da bodo prisiljeni nekaj ukreniti, da se ne bojo mogli zdaj delati neumne, treba jih postaviti v kot na nek način, da bodo morali se izjasniti glede tega vprašanja. In smo na koncu prišli do načrta, da mi prvi predlagamo pač plebiscit v takratnem parlamentu. Moram reči, da smo že mi imeli na teh debatah tudi debato o tem, ker se je že kje slišalo o kakšnem referendumu,
ni se še nič slišalo o plebiscitu. Mi smo takoj pravzaprav socialisti začeli razmišljati o plebiscitu. Tukaj moram reči, da sem jaz zlasti tudi opozarjala na to, da ne moremo imeti referenduma o samostojnosti in neodvisnosti, ker ta referendum je takrat bil pravzaprav že rezerviran pojem za samoprispevke, za tisto izrekanje ljudi o samoprispevkih. Medtem, ko sem jaz imela v spominu pripovedi mojega pokojnega očeta, ki mi je vedno govoril, da plebiscit na Koroškem bi uspel, če bi se takrat Slovenija bolj zavzela in bolj pomagala koroškim bratom, Slovencem, da se organizirajo in da prepričajo ljudstvo v večji meri, da bo glasovalo na plebiscitu za priključitev k Jugoslaviji. No, in meni se je zdelo, da plebiscit že samo ime vsebuje plebs, ljudstvo, da že to daje nek ton samemu temu težo, temu aktu. In zato smo mi od prvega dne naprej, ko smo se pojavili v javnosti in v parlamentu s tem predlogom o plebiscitu, uporabljali ta pojem. In 4. oktobra se mi zdi, da smo potem v skupščini Ivo Danev v enem zboru je kot prvi socialist predlagal, časovno se je pač tako išlo, da je on kot prvi predlagal ta razpis plebiscita in potem tako po vrsti še v zboru občin in v družbeno-političnem zboru je pa Žakelj, če se prav spomnim, pojasnjeval te stvari. Jaz se moram tudi spomniti tega, ker na začetku je glede tega dejanja bil malo v dvomu recimo Jože Smole. Ni vedel, a je to modro, da mi se podamo kot prvi v te stvari. On je zlasti, ker je dolgo služboval tudi v zveznih organih, razmišljal in tudi bil je član predsedstva Zvezne SZDL, kjer jih je že do takrat velikokrat slišal na račun Slovenije od drugih članov predsedstva SZDL, Zvezne SZDL, je vedno malo rekel, bodite previdni, dajmo to dobro premisliti, a ima to smisel zdaj ali kako drugače. No, ko pa je on kupil, da rečem, to idejo, je pa bil pravzaprav ena velika gonilna sila znotraj socialistov, da moramo vse narediti in čim prej in ukrepati in predlagati, in je bil zelo goreč zagovornik tega, da gre Slovenija po tej samostojni poti. No, to omenjam tudi zato, ker se tudi prav Jožetu Smoletu dostikrat dogaja krivica, zdaj v spominih drugih politikov takratnih, ki nekako ga Jožeta Smoleta predstavljajo kot težkega partica, da rečem tako. V resnici pa je to bil en zelo moder človek, veliko izkušenj je imel, bil je svetovljan, zato je on vedno gledal na stvari, tako bi se ga jaz danes spominjala, z tega širšega vidika. In je bilo tudi fino imeti takega človeka v tej stranki, v tem gremiju, kjer smo bili, ker je vedno bil na nek način hudičev advokat, ampak na koncu nas je tudi znal spodbujati. No, Viktor Žakelj je kot predsednik seveda takrat tudi imel svojo linijo sodelovanja tudi z drugimi predsedniki drugih političnih strank in je to seveda zelo marljivo opravljal, tako da je tudi stalno testiral teren, debatiral in je tudi nam na ta način, na nek način kriv zaledje. No, v glavnem, ko smo mi šli v ta predlog, smo bili trdno prepričani, da je to edina prava pot, da predlagamo plebiscit in da Slovenci ta plebiscit tudi izpeljemo čim prej. Socialisti ste potem predlagali plebiscit. Kako je pa na to idejo, na ta predlog reagiral Demos? Ja, jaz imam v spominu, kar je subjektivna zadeva, da je pravzaprav Demos, da so bili Demosovi poslanci šokirani. Bila je grobna tišina
In očitno je bilo, da smo jih dejansko s tem svojim predlogom spravili v veliko zadrego. In potem si tudi, bilo je zelo pravzaprav neprijetno tudi za nas, ker nismo pričakovali takega šoka na drugi strani. Vedeli pa smo, da smo zadeli glavico na žebljico, ker je bilo več kot očitno, da smo dejansko jih spravili v tisto stanje, ko se morajo končno odločiti. In zato tudi štejem, da so bile Poljče oziroma sestanek na Poljčah pravzaprav neposredna reakcija na to našo pobudo o plebiscitu. Začeli so se gledati med seboj, tako sem pač jaz to opazovala, in bila je mučna tišina. No, ne vem točno, kako se je potem to odvijalo, ali so zahtevali premor, ali so zahtevali kaj drugega. V glavnem, bili so šokirani in zato smo vedeli, da mora zdaj Demos, in to so vedeli seveda tudi oni, Demos nekaj konkretnega ukreniti. Niso mogli reči, da so proti plebiscitu, da nasprotujejo temu predlogu, niso pa mogli tudi reči takoj, da so za. Pa še ta problem so imeli, ne, da je predlog prišel iz zanje napačne strani. To je bilo tudi zelo pomembno. Če se zdaj spominjam nazaj, se sploh pravzaprav dostikrat ne morem razumeti, zakaj in kako je nekaterim politikom bilo to v prvi vrsti pomembno, s katere strani pride kakšen predlog. Prestižne zadeve. Prestižne zadeve. In jaz moram sama zase ugotoviti, da sem bila pravzaprav zelo naivna, ker sem mislila, da tisto, kar je dobro za Slovenijo, je dobro za vse in bo sprejeto od vseh. Pa dostikrat ni bilo tako in tudi očitno so že posamezni akterji na strani Demosa imeli svoje neposredne politične ali pa če rečem tudi politikantske interese in razloge. Tako da to je bil tipičen primer, ko se je več stvari pokazalo v tej smeri. No, izpostavilo se je pa tudi še nekaj, ne, problem kvoruma, ne. Potem, ko smo pa imeli že debato in na ustavni komisiji in na drugih ad hoc sestankih, kjer so bile udeležene vse zastopane politične stranke v parlamentu, se je pa kot en od pomembnih problemov izkazal kvorum, kakšen kvorum naj bo. In očitno je bilo, da se je Demos bal, da bi ljudje, ko bodo šli na plebiscit, ne tako množično in zadostno podprli ta plebiscit oziroma to odločitev za samostojno pot. Jaz tudi osebno nisem mogla tega razumeti in sem celo na enem sestanku rekla, pa kaj, a vi ne verjamete v to, da bo slovensko ljudstvo reklo v najvišjem možnem številu, da je za samostojno pot. Tako da ta debata okrog kvoruma je bila res zame pravzaprav nepojmljiva, ker sem se pa zavedala, ne, ker sem bila na teh sestankih predstavnica socialistov in pobudnikov plebiscita, da je pa zelo pomembno, da se čim več ljudi tega plebiscita udeleži. Zato sem tudi od vsega začetka pristajala, da se ta datum plebiscita prilagodi tudi tistemu času, ko takratni naši tako imenovani gastarbeiterji prihajajo na božične praznike domov in da bo s tem seveda tudi udeležba toliko višja. Navzoča si bila pa tudi na tisti nočni seji iz 29. na 30. junij 1991, ko je na sejo prišel Igor Bavčar, takrat notranji minister, in dejal, da se zunaj strelja. In so vas potem poslali v klet. Kaj se je takrat dogajalo? No, ta seja se je zelo zanimivo začela. Najprej čudno, da sem tudi jaz prišla že nekaj minut prej. Seveda vsi smo bili vznemirjeni,
in smo zato tudi pohiteli na to sejo, tisti, ki smo pač uspeli priti, mislim, da smo skoraj da vsi uspeli priti, ker so nas tudi vozili po takih zavitih poteh, zlasti tiste poslance, ki so prihajali iz bolj oddaljenih območij. Jaz pač stanujem tukaj v bližini parlamenta, tako da teh problemov nisem imela in sem vseeno prišla nekaj minut pred začetkom te seje. Tam je bil tudi že Jože Smole, ne vem, je bil že Semolič in smo debatirali in čakali, da še pride Šuklje, Borut Šuklje. Ja. Borut Šuklje je prišel čez nekaj minut, ves razburjen, ves se je še čistil od trave, od smeti in je rekel: "A vi ste pa kar normalno prišli sem, jaz sem moral ležati tamle že pred parlamentom, ker prav me je en vojak, en oborožen človek, je rekel: lezi." In sem moral skočiti v travnik, ne. Ja. In prav: "A vi ste pa kar tako prišli." No, skratka, se je med tem očitno nekaj dogajalo zunaj pred parlamentom, predno se je sploh seja začela. No, tista seja je bila res, če danes gledam, še toliko bolj zanimiva, kot je bila v resnici. Namreč mnogi so se, ne mnogi, zlasti liberalna stranka, Grossova stranka, pa še nekateri drugi so rekli, da pristajanje na to deklaracijo, Brionsko deklaracijo pomeni, da smo Slovenci spet hlapci, da se ponižujemo pred tujci, ker nam to Evropska unija, pravzaprav Evropska zveza, to narekuje in od nas zahteva. In kazalo je, da te debate ne bo zlepa konec. Zato je potem tudi prišel Bavčar za govornico in je rekel, da so stvari resne, začel nam je govoriti, da se zunaj streljajo, in to sem povezala tudi s tem, ker je Borut Šuklje kot eden od nas zadnjih prišel, pa je zatrjeval to isto. Skratka, bilo je pa očitno, da hočejo vso sejo pripeljati do neke točke, ko bo cel parlament pripravljen hitro sprejeti to Brionsko deklaracijo, to odločitev, zaradi katere smo se sploh sestali, in da bomo tudi to stvar na nek način rešili. No, spravili so nas v kletne prostore parlamenta, v knjižnico, arhiv, in tam so rekli, da bomo samo kratek čas počakali. Ampak tisto čakanje se je potem zavleklo kar v nekaj ur, je bilo pravzaprav 2 uri, najmanj 2 uri smo čakali. Vem, kako se je tudi med nami ta komunikacija odvijala med poslanci, ker smo se usedli ali pa smo stali tam drug zraven drugega, ne glede na to, iz katere stranke je kdo prihajal. In na koncu smo začeli že zelo prijateljsko pravzaprav med sabo debatirati, vsem je bilo odveč to čakanje. No, dejstvo pa je, da je tudi prišel Kacin na govornico, ker ga je napovedal Bavčar, češ da je Kacin bolj na tekočem s trenutnim dogajanjem v prestolnici in da nam bo on pojasnil situacijo. Kacin je med drugim rekel na koncu, da bi podkrepil svoj poziv, da naj čim prej sklenemo o priznanju oziroma o sprejetju te Brionske deklaracije. Nam je rekel, da sicer pa so dobili obvestilo, da se eskadrila helikopterjev na reki pripravlja, da bodo krenili proti slovenski prestolnici. Bila je že noč, bila je tema in seveda ravno so te njegove besede naredile velik vtis, si lahko predstavljate. No, v tej zvezi se spomnim, da sem potem pozno ponoči prišla domov in sem vsa razburjena možu, ki je medtem že spal, razlagala, kako lahko ti spiš, tam pa eskadrila helikopterjev bo letela proti Ljubljani. In on mi je rekel, pa saj JLA nima helikopterjev, ki bi lahko leteli ponoči. No, takrat se mi je zazdelo, sem rekla, si to prepričan? Je rekel, seveda. In takrat se mi je zazdelo, da je tukaj zadaj en kos ene prevare. Če danes o teh stvarih razmišljam, si mislim, da je to bilo pravzaprav zelo podlo.
Ne morem drugače, ne. Čeprav razumem, da so hoteli čim prej sprejeti, potrditi to Bregonsko deklaracijo, ampak da je bil cel parlament zaveden na ta način, toliko o demokratičnem pristopu, vsem tem, o čemer je danes velikokrat govor. Darja, hvala za ta pogovor. Prosim.